Mikrofončka si boste polajali. Tako da dobrodošli vsi na tej okrogli mizi, na kateri bomo seveda na novo postavili idrijsko kolesarstvo. Hecam se, mislim, da Idrija ima dovolj močno kolesarsko tradicijo in zgodbo, morda pa rabi še malo spodbude, malo brce v rit po domače oziroma mogoče samo kakšno zamisel za to, kako postati še drugače kolesarska, ne samo recimo z veliko nagrado Idrije, pa z Janom Tratnikom, pa seveda so klubi tudi dejavni. Marsikaj o tej idrijski zgodbi, tudi tega se bomo še dotaknili. Jaz bi pa najprej predstavil naše sogovornike. Ne vem, kako se nam je to zgodilo, da nas tukaj gor 6 moških sedi, imamo pa dame v organizaciji oziroma med gostitelji razvojne agencije. Tam je pa ravno nasprotno, tako da je v redu uravnoteženo. Matej Kandare, po naključju sem tale seznam sestavljal, ni abecedni, niti od leve proti desni, ampak slučajno začenjamo na vaši levi. Matej Kandare, direktor Slovenija Outdoor, torej gospodarskega interesnega združenja, ki združuje in predstavlja ponudnike na področju športov na prostem. Pohodništvo, kolesarjenje sta kar prva liga v tem gizu in posebna veja še žičničari, ki pa tudi zanimajo nas kolesarje gorske zelo. Da vas malo bolj obširno predstavim vsakega posebej. Matej, dodaj še kaj, česar nisem predstavil. Če lučka gori, lahko govoriš. Gori. A se sliši? Vse. Lep pozdrav sem še z moje strani, v bistvu si povzel vse. Mogoče bi sam še dodal, da nisem teoretik, kar se tiče teh aktivnosti na prostem, tako da jih trajbam od prve pa tudi zadnje kar veliko, po izobrazbi in drugač default, tako da, ja, se pa trudim zadnje 2 leti, odkar sem tukaj, no, da bi ta svet čim bolj organizirali, pomagati, spodbujati oziroma lobirati tam, kjer lahko, tam, kjer se sme, da bi prišli do enega čim bolj oprijemljivega produkta. Tako znotraj kolesarja, tako kot vse ostale avtošporte. Člani združenja pa so namestitev agencije. Ja, člani združenja so se prav specializirani ponudniki za pohodništvo oziroma za kolesarstvo. To so hoteli, ponudniki nastanitev, kampi in pa specializirane outdoor in camping agencije ter partnerske destinacije širom Slovenije. Moje poslanstvo, ko sem si ga zadal, je, da v bistvu ne bi bilo več destinacije izmed vseh 32 vodilnih destinacij, ki so v Sloveniji, da ne bi bili naši partnerji. Se pravi, se trudimo, da je pa skupni imenovalec vso to ponudniki je, organizira tako iz formalnega vidika kot produktnega. Koliko članov imate iz idrijske občine? Zelo dobro vprašanje. Moram pa reči, da smo imeli tudi en razgovor z turizmom, se pravi iz Idrije ravno danes in to na njihovo pobudo. Tako da, ja, imamo jih več v Posočju kot tukaj, potem je pa članov, se približujemo številki 100, nam kar lepo raste zdaj v zadnjih 2 letih, tako da mogoče eden od pokazateljev, da pa mogoče nekaj vseh naredimo v pravi smeri. Tako da zdaj vsi vemo, kaj te lahko sprašujemo. To je bil Matej Kandare, na njegovi levi Peter Dakskobler, turistični delavec 360 stopinj in tudi organizator, eden ustanoviteljev Soča Outdoor festivala. Zadnja leta pa svojo turistično znamko Mad Mountain
Zadnji projekt, no tak, ki se bo najbolj slišal, je, da si najemnik v Robidišču, se pravi hotela, in čakamo še, da na veliko objaviš, da deluje tudi trail center, ne? Ja, hvala za uvod. Mogoče bi dodal še to sodelovanje z združenjem Pohodništvo, kolesarjenje, to je staro ime, ene 10 let nazaj, kjer smo v bistvu s skupnimi močmi skušali predvsem prilagoditi zakonodajni okvir. Vsi, ki smo bili vključeni, se pravi, združenje je bilo pomemben partner v tej igri, kolesarji in ti akteri smo se pa organizirali v bistvu v konzorciju Odprimo poti in sodelovali skupaj z združenjem tudi v medresorski delovni skupini. In ker sem takrat 2018 nekje rekel, da zakonodajni okvir ne sme biti več izgovor, mogoče kot je lahko pravičen bil 10 let pred tem, sem se tudi sam iz te malo aktivistične scene umaknil in dal bolj operativne vode, tako da sem skušal tem znanim dogodkom, ki jih organiziramo z našimi ekipami, dodati še neko bolj klasično turistično ponudbo. Se so mi zmeri sprašvali, kaj pa točno počneš, da razvijaš kolesarski turizem. No? Tako da, ja, se prizadevam tako v Tolminu z beach barom oziroma barom pri Sotočju, kot tudi trenutno z namestitvijo na Robidišču. Hvala lepa, potem pa naslednji, v večini ga verjetno poznate, Miha Tratnik-Bajc, gorski kolesar z najboljšimi začetnicami imena, MTB. Predsednik društva, še vedno mladega društva za konec tedna in pa mislim, da gorski kolesar, ki je probal že kar skoraj vse, kar se da na gorskem kolesu. Ja, tukaj sem kot predstavnik lokalne skupnosti, lahko rečemo, ne. Pa park Koplete, v kakšnem stanju je zdajle v dežju? Zdaj je pač pokrit, sploh tam, da voda ne zrije. Ja, jutri smo mislili imeti otvoritev bike parka, ampak je bil pač napoved tako, kot je. Hvala, veliko bo še lahko povedal o Idriji v naslednji uri. Tam na dobro urico se nekako tempiramo, potem bomo imeli verjetno više prej dovolj kot mi. Naslednji, Branko Belingar, Društvo graditeljev gorsko-kolesarskih poti, TCS Nova Gorica, to je, kot ime pove, kolesarska in graditeljska skupnost z eno, jaz mislim, zelo veliko zgodbo na tistih hribih na levem bregu Soče. In primer neke skupnosti, ki bi lahko in tudi kakšen drug kraj v Sloveniji še sledil, ko sem prav povedal. Ja, lep pozdrav vsem. Mislim, da Andrej je to dobro predstavil. Začetki niso bili lahki in z ustrajnostjo smo prišli do tega, da danes imamo neko veljavo na Goriškem. Več pa mislim, da nikoli. Koliko članov? Trenutno je tam 150 članov društva, aktivnih zmeraj je tam ena desetina približno, da ne bo kdo mislil, da vsi kopajo veselo, z veseljem. Eden pa mora to vse skupaj vleči naprej. In koliko kilometrov poti vzdržujete, najprej takih, ki lahko poveš, da jih vzdržujete, potem pa še, če prešteješ tistih, ki lahko samo potihem poveš tukaj za šankom. Taka je samo ena, ki jo lahko uradno vzdržujemo. Trenutno Škabrijelka, približno 4 km potija. Vseh ostalih je pa še 28 km zraven. Torej še veliko prostora za legalizacijo. Mislim, da nam bo zmanjkalo še za dosti generacij naprej. Hvala, se bomo posvetili potem lokalnim
kolesarskim skupnostim in na moji desni Andrej Žigon, direktor podjetja Alliance ASE, Action Sports Expert, največjega graditelja in širše lahko rečemo tudi razvijalca infrastrukture. Najbolj ste znani po pump trackih in ste že prerasli tudi Slovenijo, lahko rečemo. Alliance je registrirana v Avstriji. Ne? Drži, ja. Gradili ste pa že v koliko državah? 15 stvari. Ne štejem. Nisem ne zaradi tega, ker bi bilo toliko, ampak ker ni pomemben podatek. Vsaj v 15 državah. Kakšna se je žal tudi zaprla v zadnjih letih. Država? Država. Res je. Ne samo ena. Ne samo ena. Žal tudi zaradi vojne. In pa prejle sem te vprašal, malo više boš mogel dati mikrofon usmeriti, koli od zgori to vleče, veš? Sem že pozabil. Prejle sem te vprašal, ker nisem bil prepričan glede tvojih akademskih zadev, do kam si prelezel. Rekel si, da imaš 2 članka, si pustil za doktorat iz znamčenja turističnih destinacij, kar je odličen profil za to, o čemer danes govorimo. Ampak ga nisem zaključil. Imaš pa magisterij, ne? Ima pa magisterij. Da mislim, da bo dovolj, da lahko kvalificirano tudi Andrej kaj doda. Na koncu lahko še sebe predstavim. Jaz sem Andrej Dekleva, urednik gorsko-kolesarske spletne strani mtb.si in zdaj pa že, mislim, da 35 let pišem o gorskem kolesarstvu. Pravi, sem moral pisati že preden sem imel spletno stran. Tako da aktivno tudi spremljam turistično tematiko in mislim, da bom uspel iz peterice izvleči koristne informacije, da boste kaj izvedeli, da boste šli bogatejši naprej. Ja, tematiko iztočnice pa nekako tako, kot sem zelo na hitro stresel podnaslov okrogli mize, kaj in kako naredi kolesarstvo v kraju veliko za obiskovalce, za lokalno skupnost in za podjetniške priložnosti. Vse prevečkrat se govori ko se želi razvijati v nekem kraju kolesarsko ponudbo, turistično seveda, se pozabi na lokalno skupnost in se mi zdi to velik dejavnik in velik potencial v tem postopku. Tudi lokalci so seveda domačini, veliko jih je med njimi, ki so zainteresirani, da se kolesarstvo razvija, tako da se to lahko razvija vzporedno in v sodelovanju. In tudi iz tega se razvijajo seveda podjetniške priložnosti in to je zelo specifično, se pravi, glede na kraj, kakšen je, kako je velik. Naprimer, če se razvija turizem na Rogli, tam ni lokalne skupnosti, ne? Ker je to, kot Francozi odlično rečejo, station, ne? To je nek hotel na hribu, kjer se gradi ponudba, drugače pa v krajih, kot to dokazujejo v Novi Gorici in še nekaj primerih in zato je tudi pri Idriji treba govoriti o vsem skupaj. Zdaj pa predlagam, da kar v tej smeri, kot smo se predstavljali, s prvo iztočnico vsak pove, kaj misli, da naredi iz nekega kraja destinacijo, ki je privlačna za obiske kolesarjev. Lahko tudi čisto osebno, seveda, kam greš ti, Matej, rad na kolesarske počitnice, kaj iščeš, ko izbiraš svojo destinacijo in pa seveda
tudi strokovno verjetno zraven razmišljaš, drugače gledaš kot poprečna slovenska družina, kam gre na kolesarske počitnice, ne? Ja, koliko imamo časa? Kam grem jaz rad? Rad grem tja, kjer lahko vsako leto opažam napredek in razvoj. To je že profesionalna deformacija. Ja, zato ker pač skozi primerjam in opazujem in sprašujem, na kakšen način to dosegajo, tako da zelo visoko na listi so pač Dolomiti, potem sosedje Avstrijci, zelo rad grem pa tako na Sveto goro, tako kot tudi v Ajdovšno in tukaj po zmrzlih mesecih, kamor pač grem. Kar pa se mi zdi kolesarsko destinacijo, je pa najbolj pomembno to, da se izognemo temu terminu kolesarska destinacija, zato ker je preširok. Ne, ker kolesarjenje, tako kot je bilo 30 let nazaj, ko so ljudje spraševali, ko so prišli v kraj, kje se da pa tukaj kolesariti, tega ni več. Ne. Zdaj ljudje iščejo točno po produktu, v katerem se počutijo domače in v njem uživajo. Se pravi, ali je to, mi smo to poimenovali Trail and Parks, ne, se pravi, so to enoslednice, ne, se pravi, gre za tako imenovani po starem terminu mountain bike turizem, ali gre za gravel, ali gre za cesto, ali pa gre enostavno za družinsko kolesarjenje. Zato, da smo približali se nekako produktu, ki je v Sloveniji najbolj razširjen, smo dali tour and trekking, to pomeni, se pravi, da se s kolesom potuje od A do B, poanta pa ni toliko same kolesarjenje, tako kot pa vseh ostalih podzvrsteh, ampak je, da si ti v točki A ogledaš eno ali drugo in potem greš v točke B in se spet nekaj ogledaš. In kolo služi kot pač tista stvar, sredstvo mobilnosti, ne, ki ga se jaz spodbujam. Kar naredi pa destinacijo, se pravi, iz izkušenj, ko pač hodim okrog in sprašujem in poslušam in raziskujem. Dejstvo je, da so kolesarske poti, oziroma kjer se lahko kolesari, infrastruktura. Ne, in z uspešnih kolesarskih destinacijah z infrastrukturo upravlja destinacija. In jo kot tako tudi razume. Jaz zelo rad potegnem vzporednico pač v pogovorih z državo, ki je zdaj začela pač prepoznavati pomembnost tovrstne infrastrukture. Mislim, da se začenja počasi premikati ta kepa in upam, da se bo enkrat odvalila. In sicer s kanalizacijo, ne. Vemo, če kanalizaciji ni, ne, se povsod, ne. Če kanalizacija je urejena, se pravi, se to dogaja tam, kjer je to urejeno, pa se še vedno zgodi, da gre sem in tja z taznega in drugačnega razloga. In isto je pa kolesarjenje. Vse povsod, tudi v najbolj razvitih kolesarskih destinacijah sem vozil z lokalci, pa smo šli tam, ko so urejeni traili, s tem, da gre trend delati stran od downhilla, ne, ampak gre nekako v neke taki signature trails, da rečem, ki so nekje med flowom pa downhillom. Downhill se zelo umika samo na pač tistih par prizorišč, kjer so tekme svetovnega pokala. Hotel sem pa to reči, no. Se pravi, urejeni, legalizirani traili, ti zvozimo cel dan z lokalci, pa na koncu reče, da si gremo pa še eno, ki je pa sam za nas. Tako da to ni nič drugače, nikjer, ne, je povsod, tako kot imamo mi, samo da imamo pač ta delež, ki je legalen, je pa nam toliko majhen. In Trajan Drek, oziroma iz Gorice, no, ki si povedal ta podatek 4 pa 28, nekaj takega. To je zdaj podatek, ki sem ga pač, ga tudi iščem in sem dobil tudi nalogo strani resornega ministrstva, da bomo sploh vedeli, o čem se pogovarjamo. Se pravi, koliko kilometrov imamo legaliziranih, koliko je teh sivih, pa koliko si dejansko želimo, da so. Je pa dejstvo, da se pač zavedamo vsi, da to vrstno infrastrukturo rabimo, da so to dobri gostje, da to vrstno tradicijo imamo, rekel si 35 let, to je dolgo dobro.
tudi lokalne društva, se pravi, imamo kraje, ki živijo s tem, tako da zdaj moramo samo vztrajati po upam, da se bo res pokazali, da se bo to rezultiralo tudi v tem, da se bojo najdeli, se pravi, vzvodi in okviri, da se bo prihajalo do legalizacije na enovit, enoten način na ravni cele države, pač s nekimi spodbudami. Hvala lepa. Pozabil sem reči, da nekako smo zbrali tukaj bolj gorsko-kolesarske govorce, ampak poskušali bomo nekako strniti ideje za celovito ponudbo in ti že imaš recimo te izkušnje, ne? Ne govorimo samo o gorskem kolesarstvu. Ne, absolutno ne. Sam treba je se prav profilirati. Mi so zdaj tudi, prejšnje leto smo lansirali aplikacijo Slovenija Outdoor, kjer hočemo zajeti se prav vse kolesarske poti, ki so strukturirane se prav po produktu, zato da bo en obiskovalec, čisto karikiram, če se bo v Idriji dobro navozil po nekih trailih, da bo lahko znotraj Slovenije na enostaven način prišel do te informacije, kje pa lahko še v podobnih trailih oziroma znotraj tega produkta, kje lahko še uživa v Sloveniji. Ker do te informacije danes v Sloveniji pride kar precej zapletena zadeva, moraš kar doktorirati z raznih spletnih strani, se z nje zgubiš, da ne rečemo, kaj se še dogaja na tuje jezičnih variantah teh strani. Tako da to, sigurno pa zdaj imamo tudi en velikih ciljev se ujeti še ta vlak, ki ga vlečeta pač Pogačar pa Roglič, se pravi z nekimi nacionalnimi pentljami, malo prilagojene rekreativnemu razredu, da bomo na dolgi rok lahko z njimi komunicirali in obrešvali to panogo od zunaj, da ne bo tako razpršeno spet tako zdaj. In pa ja, to pa izobražujemo oziroma, da na primer družinsko kolesarjenje, kaj pomeni. Družinsko kolesarjenje pomeni, da ne gre 1 meter po glavni cesti in nič drugega. Vse, kar ni to, potem to ni to. To ni tako, ko smo mi gor rasli. Ko je bilo družinsko kolesarjenje, vse, kar je po dolin, danes je to drugače. Mora biti kolesarska steza umaknjena od prometa. Tako da, ja. Peter, kam greš potirati na kolesarski dopust, vikend, dan? To je že toliko dolgo nazaj, da bom reč govoril iz izkušenj gradnje, recimo kolesarske destinacije, pa tega, kar opažam recimo pri svojimi brati v Posočju. In mi je Matej dal odlično iztočnico. Celotna Slovenija lahko nagovarja kolesarje iz celega sveta, vsaka destinacija, občina lahko nagovori ali ponudi enemu kolesarskemu segmentu vsebino, ponudbo. In ne bi spostavljal nobenega segmenta oziroma stebra posebej, ampak se mi zdi, kako nadaljevanje Matejevega razmišljanja v smeri, da je zelo pomembno ravnovesje, se pravi razvojno med temi stebri, pa če je omenjena recimo infrastruktura, pa damo tukaj še zakonodajo, pa turistična ponudba, pa lokalna skupnost, se pravi, da vsi ti stebri vsaj približno enako rastejo, ker na osnovi lastnih izkušenj vsej določen steber lahko malo preskoči, ne? Ali lokalna skupnost z neko iniciativo, ali nek dogodek, kot v mojem primeru, ali pa nek ponudnik, ampak ostane sam v tem kompleksnem sistemu razvoja kolesarske destinacije oziroma enega segmenta kolesarjenja. In tukaj prijemo do točke trajnosti, ki ni tako zlajnjena fraza, ampak zelo konkretna stvar, kar je pa recimo tipičen primer ali dogodkov, ki se ne izvajajo več gorsko-kolesarskih cross country, ali nekih parkov, ki so zaprli svoja vrata, ker so ta ravnovesja zelo krhka, sploh če prihaja do teh disonanc v razkoraka, v razvoju teh stebrov, ki sem jih omenil. Mogoče tako. Miha, tebe bo preskočil, ker vem, kaj hočeš, velike skakalnice in kempiranje. Mislim, ko gremo s prijatelji na nek kolesarski dopust, pa čiščemo poti, ki so dobre za furati.
pa kaj je dobro vzdušje. No. To sta ti dve glavne iztočnice. Mislim, da je to v vseh disciplinah, tako od downhilla, freerida, endurota do nekega družinskega kolesarja. No. Če imaš pač ti nek dobre poti, ki so polne narave, dobri ovinki, dobri skoki in pa pol na koncu še neko dobra pogostitev, dobri gostitelji, se pač ki vračajo. Ne? Se mi zdi, da tu sta v bistvu ti dve glavne stvari, ki prinesete eni destinaciji. Nekaj pomembnega. No? Branko je še malo utrujen, pripotoval je z Madeire. Tako da, verjetno boš zdaj povedal, zakaj si šel na Madeiro? Res, jaz bom zdaj tle prav osebno povedal ena destinacija, kako se jo zberem. Prvo profil prog, kakšno imajo. Spravi, proge morajo biti zanimive, da se jih ne hitro naveličam, dostopnost teh prog, cena lokacije, dostop do lokacije, se pravi prevoz od Slovenije do neke točke ali po Sloveniji. Nastanitev, tudi to moram povedati, da mi je zelo ena velika, bi rekel, odločitev, kako bom zbral nek apartma, kjer bom nastanjen, da mi je prijetno tam, da je lepo uštimano, da ni neki domače beznice. Lokalna skupnost, se pravi, ki se kaj dogaja tam v kraju, pa bomo šli zvečer kam na pivo, lahko še hamburger pojesti, pico, karkoli. To so pa nekje glavni tisti dejavniki, na podlagi katerih se pol odločimo, kam bomo šli turiti. Bolj ko imaš zanimiv teren, bolj ko imaš raznolik, več ljudi bo prišlo. Tudi če so proge preveč urejene, kakšni flowi, bike parki, po mojem, da vsaj jaz lahko tudi kolega bo povedal, da se hitro naveličaš tega. Mora biti zmeraj neki izziv, neki več od tebe, da ne moreš skorati s prve, ampak se moraš nekaj potruditi, ponoviti, ali pa se vrniti še naslednjo sezono, oziroma naslednje leto in tako napreduješ. Ker če greš enkrat tja in skoraj vse, je pa to ofurano in gremo drugo leto na drugo lokacijo. Vem, kaj je Andrejev dopust asfaltiranje pump-tracka v Avstriji, ampak kako bi izbiral, če bi šel na kolesarski dopust? Če s tem kam ne bi šel. V bistvu, meni se zdi teh destinacij, ki imajo urejeno infrastrukturo, je že kar precej. To ni zdaj nek nabor teh trailov je nič posebenega, Teh destinacij je veliko, Meni je bolj zadnje čase gledam na to, če ste že pomenili, tudi vi, ta lokalna skupnost, se pravi ta community, ta vibe, ki je pod. Mislim, najbolj na živce gre v Avstriji, ki je super, urejena infrastruktura, ampak to so recimo te top-down narejene destinacije, se pravi, nekdo se je zavestno odločil, vložil bo 2 milijona evrov, tukaj bomo naredili največji bike park v regiji in to bo za nas posel. Potem je ura 4 in zaprejo park in se pač prodajalec kart iz outfita, ki je narejen v nekih kolesarskih brandih, se preobleče nazaj v svoj kar, ki je kakršenkoli je, ampak ni to on, ker ga vidiš, da se preobleče in gre v svojo civilno uniformo in zdi drug življenje, ki ni povezan s kolesarjem. In to je nek produkt, pač, ker je vse, ampak je toliko dober narejen, da pač strbijo tudi za te detalje, da se tu počutiš tam domače, ampak to je za igra. To je isto, kot smučarija, pač, in to je samo posel. In tako pač te destinacije v Avstriji precej, ki nimajo tega duše, ker je bil tudi problem, recimo v Zelnu, ki smo začeli delati, tam ni bilo lokalnih kolesarjev, tam ni bilo community, to ni od spod izrastel. To se pač se odločali. Zdaj bomo to naredili in
zdaj pa so, ne, zdaj so pa tej, ki so delali v smučarski šoli, pa so se pa prekvalificirali še v inštruktorje za kolo in tako naprej in je pa to rastel. Ne, se pa to zraste, ampak še zmeri manjka, ne, ker je to umeten produkt. No. To se mi zdi, da so mogoče druge destinacije, ki so manjše, ker imajo ta vibe, ker se nekaj dogaja, ker to se ne da kupiti, pa ne da se narediti tega. No. In to je nekaj tist, kjer se ti doma počutiš, ne, tudi pol, ki ugasnejo lift, ali karkoli se ti počutiš doma, se počutiš, so drugi, razumejo, zakaj se gre, in tam je načeloma to drugačne. In to se tudi, ne vem, tako ste Whistler pa Squamish recimo v Kanadi, ne, Whistler je na eni strani začel tako, ne, čist se mu niklo, pa je izrastel, ampak je prerastel to in je zdaj pač raj za nemške pa švicarske zobarje, ki si lahko privoščijo. Drugi recimo si pa tega ne morajo privoščiti več, tej, ki so s tem začeli, pa so šli od tam, ne? In druge pač začenjajo. Tudi občutek je posledično drugačen. Gorsko kolesarstvo in olimpijske igre so naredile tam najdražje nepremičnine v Kanadi. Mislim, bolj olimpijske igre, ki so bila izgovor, ne, za marsikaj. Se pravi, kje pa je to v Evropi, recimo, taka skupnost, ali je to taka skupnost, ki ti priješ tja furat za en vikend, pa rečeš, aha, tukaj bi pa lahko živel. Mislim, zame je recimo tako, da je najbližji, pa da je blizu Avstrije, ki drugo Livinijo, recimo ima čist drug nek vibe, kakor en Zalbar, ki je pač še vedno pač nam blizu, pa je super iti za tako, sam ne bi živel tam, pa tako, nikoli. V redu, uspešen prvi krog, če ne štejemo predstavitev. Gremo se malo posvetiti tem lokalnim skupnostim, ki si jih Andrej že načel. Branko, zdaj lahko še malo bolj predstaviš, pa mogoče na drugem mikrofonu, Miha, lokalne skupnosti, kako to sploh začne funkcionirati, kako jo gradiš, kako potrkaš na vrata občine. Vse to. Ja, začetki niso enostavne, ne, niso lahki, nič ni davno nobenemu nobo občina samo iniciativno verjetno ponudila, ne, zdaj lahko, da se kje to zgodi. Začeli smo tako, da smo prvo smo naredili neko infrastrukturo, ilegalno, ne, smo kopali, smo uživali v tem, se furali. Počasi smo se tudi to videli, da je bilo treba nekaj več napraviti in smo ustanovili društvo. V društvo smo potem članstvom potrkali na vrata občine in so se nam ta vrata tudi odprla, ne? Ker smo videli, da nismo zanemarljivo število, ampak je bilo veliko število in tako smo začeli. Naslednji korak je bil poiskati zemljišče, na katerem se bo vso dokumentacijo uspelo speljati, ne, se pravi legalizirati to progo. Iskali smo zemljo, ki je v lasti občine, države, sklada kmetijskih zemljišč in tako dalje. In to traso vrisano nesli na samo občino in je občina sama peljala ta postopek legalizacije. Istočasno se tudi skupnost na Goriškem to zelo hitro širi, ne, mladi mulci kolesarjev je vedno več. Poskušamo kjerkoli na terenu, kjerkoli kakšni mulci še kopajo ali pa pride do konflikta z lastniki, se izpostavljamo kot društvo, da probamo te, bi rekel, trenja pomeriti in jih peljati v pravo smer. Skrbimo za to, da imajo kolesarji nek ugled na Goriškem, ne, da niso neki divjaki ali karkoli si to še mislijo od nas. Tako probamo sodelovati tudi mi imamo tam ta Sveta Gora, gor je frančiškani, ne. Z njimi sodelujemo tako, da jim enkrat na leto stopimo na pomoč, ne, in pomagamo kaj urejati okolico, tako da tam imamo en glas, ne.
pozitiven pri njih. Ponudili smo tudi ostalim lastnikom, par je lastnikov, ki so dali soglasje za uporabljanje njihove zemlje, tako da tudi njim smo ponudili roko, če karkoli rabijo. In tako ta stvar se nekako pelje v pozitivno smer naprej. Miha, ti ga kar kaj vprašal, če se ti porodi kakšno vprašanje. Vem, kaj se zelo hitro zgodi v takih druščinah, ki rade ustvarjajo poti, gradnja poti je posebna strast, ne? Enkrat, ko začneš, to začutiš. A se vam je zgodilo že, da preveč kopljete, pa preveč organizirate, pa preveč se za papirji preganjate in pozabite kolesariti? Kot si rekel, je to ena taka malo nevarna strast. Obstajajo ljudje, ki so nehali voziti, sam še kopljejo, ne? Ja, naš lab. Andrej pozna, eden od naših članov. In res je, te prevzame taka strast, da potem začneš hoditi, ja, danes bi šel nek detajl, tam bi še nekaj pokopal, ja, bom šel jutri na bicikl, in to se vleče, in potem to viš, da 2-3 tedna nisi bil na biciklu. To se malo drsneš rit, se vprašaš za koga. Če dobiš odgovor za koga, pol si končal, v bistvu za lastno veselje. A je bistvena mogoče ta članska struktura? Pri vas je vse od starih mačkov, ki imajo pozicije in zveze, verjetno v lokalni skupnosti, v občini, v turizmu, pri sponzorjih, do mladih, čeprav tiste najmlajše, mislim, da vam kar še kakšni drugi klubi odnesejo, Deš Fleš dela bolj šolo z najmlajšimi, pa tako, ne. Je nekaj klubov na vašem koncu. Ja. Ker gledaš, recimo na svoji desni, Miho kot mladega predsednika, verjetno je najstarejši v klubu, ne. Pa se trudi zdaj že 2 meseca, da so mu tele brki zrasli. No, pri nas bi bil verjetno med najmlajšimi. Ja, začeli so, veste, tista struktura ljudi, ki to pelje naprej, kopa, gradi, se trudi s papirji, več ali manj je to starejša generacija ljudi, ne, ki imajo že neko, bi rekel, malo živce, zato malo imajo veze, poznanstva, kako se temu streže, ne. Mlajši raje furajo, jih tudi težko pridobiš na stran, kadar je treba kaj skopati, ne. Parkrat na leto, ne? Ja, kadar prav morajo, ne, kadar zapreš progo, zdaj imamo pa kopanje, vikend kopanja, to pridejo tudi malo. Je pač to verjetno narava taka, ki si mlad, reš furaš, ki si star, začneš pol ustvarjati, ne. Ko še v starih letih začne razbariti, ne. Ustvarješ kopanje. Biste verjetno ta trenutek, ko občina ali pa lokalni zavod za turizem to začuti kot možnost vključitve v neko turistično ponudbo. Danes je v ponudbi občine Nova Gorica v njihovih tiskovinah in na spletni strani je gorsko kolesarstvo, ne? Občina ima zelo velik interes razvijati ta športni turizem pri nas in se je tudi sama obrnila na nas, če bi mi kot društvo bili pripravljeni za nadaljnjih, ne vem, 5-10 let pripraviti strategijo razvoja tega, kaj bi se še dalo, kje bi se kaj dalo, pač v tem stilu kolesarstva, ne. Tako da imajo interes razviti ta paket turizma, ne, športnega. In sem tudi vesel, da je tako, ne, da bodo tudi drugi imeli možnost to uporabljati, ne. Ker če ne eden začne prostovoljno, pol je težko, da se samo razvije, ne.
Da še malo njihov mikrofon. Kaj si kaj zdaj razmišljal, kaj vam še vse manjka? Velikost občine oziroma prebivalcev seveda ni čisto primerljiva. Prišli so pri TCS-ju do 150 članov, pa še drugi klubi so v občini. Pri vas, v vaši ste tudi 3 kolesarski, ne? Klubi, ampak kako kaj to primerjavo gledaš? Ja, pri nas je recimo 3-krat manj ljudi, po moje, tudi prebivalcev v kraju, ne vem koliko jih točno. Ja, pri nas smo imeli v najboljših letih, se pravim, 2 let nazaj, 60 članov v društvu za konec tedna, pa še kar sta KD Sloha pa MBK Črni Vrh. Tako da nekaj od lokalne skupnosti je, ampak je dosti manjša kot je, ne vem, nek drugod. Kar je lokalne skupnosti, pač te 2 kluba, ko sta bolj tekmovalna, se pač bolj s temi mladimi usmerjata. En je res bolj na cesto usmerjen, en je pa bolj na mountain bike, ampak tam je tudi cross country, a ne. Pa pač en del nas tudi enduro tekmuje, no, ampak čisto premehen, da bi karkoli ustvarili z tega. Tako da društvo za konec tedna se pa pač, ne vem, naša naloga je, naš cilj, da vsak let pokosimo vse traile, ko so tukaj nekako kaj hozimo, pač zdaleč od tega, da so pač uradno urejeni. Pa 2020 smo začeli pač s tem bike parkom, a ne, in zdaj vsak let pač to furamo naprej. Glede na to, da nas je koliko, ne vem, 5 do 10 nas pač koplje vsak let, je še kar zalogaj, da to pač všepamo vsak letno in pripravimo, ne vem, za 3 velike dogodke, pa še pač kar sami pol furamo med sezono, no. To je to v bistvu od lokalne skupnosti tukaj. Mogoče je to zdaj ta trenutek, da jaz povem, kaj sem si jaz napisal od idrskega kolesarstva, kar meni pomeni Idrija kolesarsko. Omenil si te 3 klube, Slogo 1202, MBK Črni Vrh kot najstarejši delujoč slovenski gorsko-kolesarski klub, Veliko nagrado Idrije kot aktualno prireditev za mlade cestne kolesarje in pa, ko smo, če govorimo v istem stavku, cestno kolesarstvo in Idrija, seveda so tu šampioni od Valterja Bonče, pa verjetno je bil že pred Valterjem kakšen vrhunski kolesar, tudi kdaj iz Idrije, do Jana Tratnika. Oba odlikuje tudi to, kar imate v Idriji, ne, klance. Tako da, kdor je iz Idrije, po moje, more navzgor se znati dobro voziti, pa tudi navzdol. In potem pridemo do zgodovine. 2 veliki prireditvi smo imeli tukaj v 90-ih letih. Downhill Idrija. Meni osebno gre še malo kurje poti dobim, ko se spomnim, koliko gledalcev je bilo ob progi z Vojskega. Na pamet bi rekel kar da 2-3 tisoč, poleg kakšnega rejlija in idrijske košarke v tistih časih, po mojem bil to kar glavni šport. In Jurc Hantar pa Boštjan Felc in še kdo so bili lokalni junaki. Jaz se prav spomnim, da če ne bi vedel na pamet tiste proge, ne bi vedel kam zaviti, ker je bilo toliko ljudi v progi in na progi. In so potem skakali stran kot na afriških relijih. In pa druga velika prireditev, ki se spominjam, ker sem bil tudi sam udeleženec, maraton Črni Vrh ali Trnovski Blodko-gorsko-kolesarski maraton. Mislim, da se je začel že leta 89 ali 90 in tudi Valter je še nastopil takrat.
na prvih izdajah tudi zmagal, mislim, da je. In ne vem, kdaj je zamrla ta prireditev, po mojem, da sredi 90-ih ali drugi polovici 90-ih. In verjetno ravno malo prezgodaj, ker potem se je začel porast manija teh maratonov po Evropi in si ne predstavljam, kje bi bil danes ta maraton. Takrat je bila že ogromna udeležba Italijanov v 90-ih. Vsi, ki so v Sloveniji vozili mountain bike, so vozili ta maraton. Tako da, če bi to vlekli takrat naprej, niti se ne spomnim, zakaj se je nehal ta maraton. Ampak, če bi vlekli naprej ali mogoče ga zdaj oživili, mislim, da bi bil to en dober produkt. Kako ti vidiš to kolesarsko Idrijo? Mislim, da tradicija je zelo močna. Tradicija je verjetno močnejša kot v Novi Gorici in še marsikje po Sloveniji. Kaj vam še manjka? Ja, tradicija je res zelo močna, ja. Tudi če gledamo Olimpice, v Idriji imamo vsem kolesarje Olimpice, tako na CIS kot na horskem kolesu, ne. Tako da ja, iz mehkega kraja v bistvu pa z nečje infrastrukture smo v bistvu kar veliko naredili, no, kar se pač teh rezultatov tiče. Ampak nam veliko še manjka, da smo pač neka destinacija ali karkoli, no. Tudi tako za domačine, da karkoli naredimo. Bazen, s katerega lahko črpamo ljudi, je v bistvu zelo mehen, no, pač govorimo ti, kad to zanima dejansko. Se pravi, vi, ki ste, morate biti toliko bolj aktivni, pa dobro podporo morate dobiti. Mikrofon ali bo šlo brez? Ne, sem kar tako povedal. Jaz sem Blaž, osebno poznaje. Jaz sem tudi kolesar, sicer ne toliko dober, kakor strasten, ampak naziv te okrogle mize je danes Idrija, kolesarski izzivi in možnosti. Jaz tudi zelo rad traile furam, osebno. Ampak meni se zdi, da mora naša lokalna skupnost oziroma Idrija iti v bistvu na začetek. Treba je začeti pač na neki bazi in baza za kolesarstvo oziroma da bo neko mesto, kot je Idrija ali pa lokalna skupnost prepoznana kot kolesarska destinacija, so najprej označene kolesarske poti. Kolesarske poti, ki so lahko označene, so pa lahko makadami, asfalti, ki jih imamo tukaj na pretek in tega tukaj pri nas ni. To je začetek. S tem začneš cross country oziroma neko klasično gorsko kolesarstvo, ki se ga lahko fura iz hardtaili, voz ogromno ljudi. In če se jaz kot en lokalc za reči zgubim, ko grem en kruh furat in to na hardtailu, ko vzem makadam, pa bi se rad samo v dolino spustil pa falim stazo, je to kar alarmantno, ne? In traili so tudi del te kolesarske skupnosti, niso pa, mislim, ne da niso cilj, seveda so cilj, ne, to je neka nadgradnja te infrastrukture ali pa neke te community kolesarske, ampak začetki je na temu, da se začne vozt pač te obstoječa infrastruktura, a ne da se uporabi, ker je legalna, ker je preprosto, ker je dokaj lahko postati neka destinacija skozi to. Nimaš komplikacij v neki birokraciji, v teh sivih conah, ki jih imamo v Sloveniji, ker če vprašaš Zavod za gozdove, ti nekaj povejo, če vprašaš občino, drugo povejo, če bi šel na ministrstvo, imajo spet neko tretje mnenje, v resnici nobeden ne ve, kak je ta zakonodaja urejena. In meni je, mislim, Idrija ima ogromen potencial. Kot občina oziroma tudi, če greš v nekih trenutkih v meje druge občine, ne vem, Tolmin, Žiri, karkoli, Cerkno, recimo, a ne, pač prestopiš meje občine, ampak tukaj okrog imaš ogromno potencijala za začeti neko zgodbo
potom katere ti ustvariš tako, bi rekel, neka kinetična energija ali pa masa, ki privede tudi do tega, da odločevalci prisluhnejo temu, da se uredi tudi trailer. Se vsi vemo, da so traili zakon. To je jasno. Hvala za dve dobri točki. Ena je, o tem smo že večkrat govorili na raznih okroglih mizah in sestankih, potrebna je neka centralna organizacija, neka točka za podporo lokalnim skupnostim, občinam, ki želijo urediti dokumentacije, legalnost nekih trailov, poenotiti to na nivoju države, to je zagotovo. Kar se tiče pa te usmeritve na tisto, kar že je pa odlična iztočnica za naslednje vprašanje, ki sem ga nameraval najprej zastaviti Andreju, pa verjetno bo imel še kdo drug kakšno idejo poleg, in tudi Matej je s tem že začel čisto na začetku pri teh idejah o destinacijah. Kolesarstvo je postalo tako širok pojem, da destinacije, kraji iščejo svoje niše. Dejansko malo kdo ali nihče od destinacij ne pokriva celega spektra od daljinskega, družinskega kolesarstva do najbolj divjih freeriderjev, spravi do tistega, kamor bi šel Miha na dopust. Kako iskati svojo nišo na tem trgu za potencialne obiskovalce od domačih do tujih? Kako se usmeriti, kako se ena Idrija usmeri, kaj bi rada bila v kolesarstvu in ali so morda ti makadami lahko prvi korak. Rečeš gravel, družinsko, makadamsko, karkoli, kako ti to gledaš. Kako bi s tem mikrofonom mogoče... Ja, sem mogoče došlo. No, daj. Da sem naučil. Mogoče... Ja, na začetek, prej sem že začel s tem, da poznamo dva pristavka, se pravi to, da lokalna skupnost, se pravi, govorim ne o lokalni skupnosti, kot občini, krajevni skupnosti, ampak kolesarski skupnosti, začne graditi destinacijo, kot pri vas. A pa druga je, da reče, neki resort, zdaj bomo naredili kolesarsko destinacijo, vložili bomo to pa to denarja, hočemo to pa to. To se mi zdi, da ste čisto dva različna pristopa. Sta pa zelo povezana s tem. Tukaj pri nas smo pa nekje vmes, se pravi, ni nobenega, ki bi imel po domače povedan jajca, pa rekel, v temu vidimo pač poslovno priložnost, pa bomo tega se lotili kot posel. Po drugi strani pa lokalna skupnost tukaj pač še vedno v povojih, še zmeraj te infrastrukture je vedno več, ampak ni pa ta infrastruktura še na tem nivoju, že hodijo tudi tuji gostje pa tako naprej, ampak nimamo za ponuditi tudi legalne infrastrukture na koncu, ki bi jo lahko tržili. Imamo pa to, da nekdo naredi nek trail, ampak bi ga že nekdo tržil, se pravi, že nekdo tam stoji, kdorkoli, je to zdaj nek ponudnik, ki bi tam vozil turiste in tako naprej, kar je meni tako fenomen, pač po eni strani je ta neočakanost, vsi bi takoj tržili nekaj, ki sploh ni razvit, pa se noben ne bi s tem ukvarjal, kako to pač pripelje do te točke, da bi se to lahko tržili. Po drugi strani nekdo, ki to dela, je pa tudi zelo hiter bi neka sredstva od nekoga, pač manjka ta, strast, ker smo govorili o strasti, latinski pomen za strast je trpljenje, to je tak dvorezen meč, ampak hočem reči, da ta neočakanost, da bo zdaj nekdo nekaj naredil, da bo zdaj nekdo nekaj, druge, kako je mountain biking rastel, ti to sam veš, ker si z njim rastel, to so 30 leta gradili traile, preden se kaj premaknili. Zdaj se mi zdi, da smo zelo neočakani, vsi bi zdaj nekaj naredili, nekdo bi pa to tržil. Po drugi strani je tudi kolesarjenje, pa gorsko kolesarjenje postal nek množičen šport, ki se ga tretira na mal poseben način. Se pravi, načeloma je to javno dostopna športna infrastruktura, recimo občinam,
ki dajo recimo za igrišče za košarko 100 000 evrov, ne, za tisto fleho asfalta, ne, pa 2 koša, pa od tega nič ne pričakujejo. Ne, pričakujejo, da se tam otroci pa igrajo košarko. Ne, potem pa položijo 40 000 evrov v trail center za začetek v Kočevju, govoriva, ne, in potem pa pričakujejo, zdaj pa ni bilo gostov, pa nismo generirali 300 000 evrov. Ja, Bog pomagi od kje. Mislim, tej razkoraki tukaj so zelo veliki. No. Zdaj, če govorimo nazaj, ne, ker si vprašal, kako bi se lotili tega, se pravi, jaz grem, tako kot sem prej rekel, v destinacijo, kjer pač raste Samoniklo in je nek ta community, ki ustvarja ta vibe, kjer je, mogoče sem prestar, no, pa smo pač iz teh časov drugih, ampak če pa v smislu posla to prestopimo k temu, ne, si pa ti povedal, kako ti v bistvu se odločaš v destinaciji, ne, se pravi, kakšen je dostop do destinacije, a ponuja zdaj dovolj širok nabor nekih trailov, kjer pač si ti lahko tam več dni, pa ti ni dolg čas, a je tam nek progression, se pravi, da ti omogoča to, da greš ti en korak više, ne, da greš ti čez sebe, ne, se pravi, pa se ne ubijaš pri tem, ne, to je recimo v bike parkih stvar, ker imaš ti toliko repeticij in lahko greš čez sebe, pa odpeleš nekaj, ki se pa počutiš, zdaj sem pa čist hud in pa vidiš, da še 2 proja bosta tam v parku in si ti v glavi na temu levelu, ne. Jaz pa oni smo bili tukaj. In to zna marsikdo zelo dobro držati, ne. Po drugi strani pa, za koga to delamo, ne? Ok, makadami, ne. Makadami so super, ampak zakaj bi zdaj eni Švice prišli se voziti v Idrijo na makadamsko cesto, ne? Pač, a je nekaj zraven, ki se da ponuditi? Mislim, to mora biti cel produkt, ne. To pot je osnova, ne. Tukaj, mi še zmeraj se pogovarjamo o poteh, ampak ne pogovarjamo se o izkušnji, ne, ali pa experience, ne. Pot je medij. Medij. Zato, da se imaš dober, ne. Kolo je pa tudi orodje, da se imaš dober, nič drugega, ne, ker noben se ne vozi s kolesom zaradi drugega, ker zato, da bi se imel dober, ne. Mogoče zaradi denarja, ampak. Eni tudi kalorije štejejo, koliko jih skorijo. Ampak je pomen, ampak se mi zdi, da je še zmeri bistveno to, mislim, v smislu posla je pa treba videti, ne, tako kot pač poslovni načrt, ne, za koga bomo to delali, due diligence, kaj imamo za ponuditi, kaj so naše prednosti, kdo so naši konkurenti, kaj konkurenti ponujajo, iz česa lahko razvijamo, ne, kaj bo tista edinstvena stvar, ki jo lahko razvijamo, ne, pač v temu. A smo, pa tudi to, ne, koliko bo to stalo, pa kdo bo to vložil, ne, če so to makadamske ceste, jaz verjamem, da veliko destinacij od tega živi, ne, in to zelo dobro, ne, ker treba je tudi vedeti, poleg tega, kaj imamo, pol opredeliti, za koga to delamo, ne. Pač, če delamo zdaj gravel produkt, ga ne prodajamo nekomu, ki vozi enduro, verjetno, ne. In je to zelo pomembno, da pol pač vemo, za koga delamo in za tega tudi delamo, ne. Če pa je v drugi strani, ki je pa local community dela nekaj, ne, lokalna skupnost, oni pa načeloma, to so tisti, ki se, če spet gremo bolj na traile, ne, sami bolj vozijo, ne delajo tisti, ki so se začeli voziti s kolesom traile in delajo načeloma za to težje traile in te težje traili so namenjeni njim, se pravi procentualno zelo majhnemu odstotku vseh gorskih kolesarjev, ne, in če je to število omejeno, ne, je požel teh potencialno nizkega nabora te mase kolesarjev, je tega še toliko manj, ne, in to ni to nujno turistično zanimiv produkt, ne. Se pravi, produkt, ki ga hočeš narediti, niša, ki jo hočeš zase izoblikovati, bi morala biti mešanica lokalne skupnosti, ki ima recimo, da je tukaj v Idriji že mešana od te bolj hard mountain bike do bolj cross, turne in cestne, iz tega neki pravo mešanico najdeti in možnosti in zgodbe, ki jo s tem lahko narediš. Tako da kar nekaj časa rabiš, da najdeš kaj sploh, kaj bi bilo pametno narediti. To ni zdaj od danes na jutri. Danes ne moramo verjetno pogruntati, kaj je prava smer idrijskega kolesarskega produkta. Moje da ne, no. Ampak se pravi, je pa še vedno treba predvsem to videti, a je to se razvija turistični produkt, ki se ga bo tržal in je treba v njega investirati in zato obstaja interes, ali pa se ne govori o tem. To
svoj ponudnik. Če je turistični produkt, ki ga bomo prodajali, od tega generirali x profita, pa se treba tega lotiti kot posel in je treba pač imeti nekoga, ki bo za tem stavil in bo to pelil in bo to vložil. Če pa ne govorimo o turističnem produktu, pa govorimo o lokalnih trailih, pa kako jih legalizirati, pa je to druga. Blaž, imaš nekaj za dodati? Ja, evo, ja. Dej, prid gor pa zagrab mikrofon, Ne, ker se bom ker snemamo, ker je to resna stvar. Ne, a veš, mislim, ja, okej. Alo, tu. Sem bil vajen. Lahko se vprašaj, naslovniš, pa poveš. Zdaj sem pa pozabil. Ja, jaz se strinjam z vsem povedanim. Se mi pa zdi, da ima Idrija že dobro izhodišče v tem, da ponuja že samo po sebi. Pač Idrija je drugo najstarejše, oziroma najstarejše rudarsko mesto, a ne, in drugi največji rudnik živega srebra. S tem povezano imamo tudi veliko infrastrukture, ki je tehnične narave, se pravi rudnik in vse povezano z njim. Zdaj, če gledamo to skozi neko kolesarstvo, plus to, da imamo UNESCO, a ne, in UNESCO geopark, se mi zdi, da ima nekaj za ponuditi. Je pa res, da ta klasični turizem počasi umira oziroma se zmanjšuje, se pravi, folk ne hodi več gledati samo muzejev per se, ampak iščejo neko izkušnjo, pač nekaj bi radi, neko aktivnost in če to dvoje združiš, se mi zdi, da je lahko kar dobra zgodba. Vsaj v smislu kolesarstva kot takega. Ne gnal traili, ampak pač, da je kolo vključeno. Zdaj, poleg tega, da imamo UNESCO destinacijo kot taka, se zadnje cajte zelo razvija, po moje tudi po vseh občinah, od kjer ostali prihajate, razni kmečki turizmi oziroma neki produkti iz podeželja, kar jih imamo tukaj tudi kar veliko. Te kolesarske poti lahko vodijo mimo teh kmetij, kodar lahko spet tem istim turistom ponudiš neka lokalna kulinarika, neka izkušnja spet. In vse to se da doseči s kolesom, ne. In tukaj je neka zgodba, ne gre za mislim, to je zdaj zelo basic zadeva, ne gre za neka usmerjenost, ne, tako kot ta gospod od Allianza prava, ne. Ampak pač nek moraš začeti. In potom tega, ne, ker je potem prepoznano, prvič se približa s tem ljudem, oziroma tem lokalni skupnosti, da so bolj dovzetni do kolesarjev kot takih. Občina dobi drugačen pogled na vse skupaj in potom tega se mi zdi, da se potem lahko razvije tudi neka bolj hardcore scena, ne. Kaj je v Idriji pa že bila, kot si prej lepo povedal, s temi, ne vem, vse konec koncev je bil verjetno prvi downhill, ali pa eden izmed prvih. Ne prvim, ja. No. In ker zdaj pač trenutno je posluh tak, kot je. V glavnem, To je z moje strani zaenkrat vse, če bom še rado predal. v glavnem, treba je biti prepoznaven in moraš vedeti, koga ciljaš. Prepričan sem, da imate Peter pa Matej tlele na to tematiko še malo za razvijati. Mateju priznam ukradu mikrofonu, pa me ne zameri, ampak sem hotel točno to razviti, kar je bilo zdaj rečeno. Se pravi, jaz sam vidim kolo kot orodje za gibanje. Gibanje kot aktivnost fizična ali pa po prostoru. In je idealno orodje za kombiniranje tudi experiencev turističnih produktov z drugimi področji. Omenjena je bila kulinarika, Ana Roš, v našem primeru paradni konj, pa tukaj nisem toliko specialist in se bom dotaknil dveh drugih področji. Omenjena je bila kulturna dediščina, kjer ima Idrija veliko priložnost, pa bom omenil še Goriško regijo. Zakaj? Ker je v bistvu ves fokus trenutno v Goriški regiji usmerjen v kulturni turizem, zaradi prihajajoče Evropske prestolnice kulture. Tukaj v bistvu je bil moj doprinos, da sem prijavil na zadnji razpis tudi vsebino digitalnega kolesarskega zemljevida za celotno regijo, ki bi v bistvu prav te storylines
iz nivoja kulture, kulturne dediščine ukomponiral v kolesarske izlete. To je ena stvar in sem prepričan, da lahko Idrija s svojimi akterji, ki razvijajo to kulturno področje, lahko skoči tudi na ta goriški vlak in je v bistvu tu en izziv pa priložnost za regijo, za turizem v Gorici in v Posočju in Idriji, da v bistvu dejansko nekaj naredi in drugo leto ponudi kolesarskim obiskovalcem tega projekta. In tretje področje, kjer se jaz še najbolj vidim in se ga lahko lepo združi s kolesarskim, je področje dobrega počutja. Eni pravijo temu wellness, jaz tega pomenovanja ne maram toliko, ker se ga povezuje bolj ali manj z temi centri dobrega počutja, recimo vzhodna Slovenija. Zakaj? Ker sam ne vidim kolesa oziroma kolesarjenja kot adrenalinsko početje, ali pa samo fizično, ampak bolj način, kako priti do celostnega dobrega počutja. Tako da ogromno teh področij imaš, kjer lahko neka destinacija prepozna že te atribute, a ne, in jih samo naveže na kolesarjenje oziroma obratno. Matej. Ja, mogel bi se kar strinjati z Blažom, ne? Ja, treba se je samo kot destinacija pač odločiti in nekaj te smeri narediti, prav, in v prvi vrsti izhajati iz tega, kar je v tem trenutku možno, pa kaj bi bilo možno v prihodnosti, glede na kaj je v tem trenutku možno razviti. Nekaj razvijati, če v kraju ni, se pravi, da ne živi, da ni ukomponirano sam kraj, je potem tako, kar se je zgodilo s kolesarskimi stezami v Črni Gori, ko so jih zgradili, pa se živi Bog tam ne vez, tukaj pač noben kolesa ne vez. Ja, in dejansko tukaj infrastrukture take, ki bi bila že uporabna za ukomponirati kolesarski produkt, je kar nekaj. Mi smo to poimenovali, se pravi, ko sem že prej rekel, tour and trekking vrst kolesarjenja in to je točno to. Ljudje imajo e-bajke, imajo, se pravi, ker drugače samo kolesarstvo vemo, tisti, ki kolesarimo, čeprav je zelo rad brcam gor, ampak če nisi fit, zna biti zelo frustrirajoče. In verjamem, da v Idriji za nekoga, ki ni fit, je zelo frustrirajoče. Kamorkoli mora iti, je 400 višincev, kar se je kompleks. Ampak s tem smo zdaj, ljudje so dobili dostop, da te višince premaguje za malo šalo. Mi smo pa jih ukomponirali v produkt in jih ne usmerjamo. Nimamo ponudnika, da bi se s tem poistovetil, zdaj dajem vode na svoj mlin, ampak kakorkoli. Tudi tisti, ki kolesarimo, smo že prej povedali, se radi ustavimo pri nekomu, ki mu vidimo v očeh, da tudi on to počne. In sigurno obstajajo ponudniki, ki bi se s kakšno spodbudo pa mogoče malo bolj specializirali za to vrstno populacijo, se pravi gostov. In jaz zagovarjam to, da te gostje najprej izbirajo, kaj bojo počeli, pa kaj bojo še ob temu, kaj bojo počeli videli. Se pravi, ta segment. Ne bi šel zdaj v ta presplošen, preširok, kot ta v velikem bazenu preč morskih psov, ampak če nagovarjamo outdoor gosta, on je prišel z namenom, da se bo gibal, da bo šel naokrog, zdaj, da bo pri tem še nekaj videl. In tukaj imate marsikaj za to. Samo zapakirati to treba v te privlačne produkte, ki so pa že zdaj možni. Blaž je omenil še živo srebro. Tukaj ne boste verjetno kolesarili v Rudniku. Korošci so iz tega naredili zelo uspešno zgodbo. Če drugega ne, milijone klikov in ogledov na spletu, ker velika imena gorskega kolesarstva prihajajo tja snemati svoje videe v njihov Rudnik. Je kaj šans na tem področju v Idriji, ki kdo ve, težka bo. Mogoče z masko. Širiš balanca kot Rudnik. Ja, širiš balanca kot Rudnik. Ni ta vrsta Rudnika, ne? Ne zadehati, Pa še en pomislek sem dobil med tem, ko ste tole debato razvijali. Z Andrejem sva že pred leti prišla do te razlike enkrat, kaj je produkt in kaj je animacija.
če daš ti pri nekem hotelu na možnost najema 15 e-koles in greš z njimi lahko pol ure stran na kosilo ali pa si eno atrakcijo gledati, ali je to produkt ali je to animacija za obstoječe goste. A je to kolesarski produkt? Jaz sta rekla takrat, da ni. Tega tudi je vedno manj. Ne delajo ljudje tega, iščejo širše zgodbe. Ja, seveda. To se ne bi strinjal, teh hotelov, ki ponujajo tudi izposojo koles, je vedno več, ne? Ampak to pa ni zadnji zgodbe, ne? Zaradi tega, ker to niso gostje, kolesarski gostje, ki pridejo zaradi tega specifičnega produkta. To so gostje, ki pridejo brez kolesa, pa vidijo, zdaj bo šel otrok v bazen plavati, jaz sem pelil pa en krog s kolesom, ki ga lahko tukaj rentam, drugače pa sploh ne bi. Se pravi, to ni gost, ki ga primarno ciljaš. Se pravi, tukaj pa tudi ta razlika, a bo nekdo iz Švice prišel, Idrijo se po makadamu voziti, pa šel mimo rudnika živega srebra, če ga to ne zanima, pa če ne bi niti tako prišel. Ampak, a bi prišel zato, ker je kolesar, a bi prišel zato, ker gre v rudnik, pa narediš na en krog. To sta dva različna pojma. Imamo odgovor na to. Pač v Idriji ne samo rudnik živega srebra, v Idriji je tudi, če gledamo širše, a ne kaj Idrija, kar je do zdaj ponujala. Je tudi infrastruktura povezana z rudnikom, ki leži deleč ven iz Idrije. To so recimo idrijske klavže. Idrijske klavže so posejane po vseh grapah oziroma teh vodotokih, mimo katerih peljejo kolesar makadamski poti. Je pa nekaj res, ne? Idrija ima eno veliko prednost recimo pred Posočjem pa pred vzhodom Slovenije. Namreč to, da so te hribi tukaj zelo bolj fajn, kad ima Posočje, ker Posočje je že horato, pa je zelo veliko kamna, oziroma so, tudi če so neke kolesarske poti, so sploh za spuste prilično obupne, a ne, tukaj pa ne, je bolj hribovito. In okrog Idrije imaš te takih poti, mislim, lahko si te prideš do sredine Trnovskega gozda, a ne, tukaj delaš lahko po 100 kilometrske ture. Tako da, če bi to znal zapakirati v nek paket, kot da ti lahko ponujaš in tema, ne, ki so turisti, ki niso kolesari, neke pakete, in turistom, ki so kolesari, ki lahko grejo pa ture, kjer šponajo višince, kjer šponajo kilometre, ki lahko delajo, bi rekel, maratonske ture, da lahko to zapakiraš v en paket, to je pa že nekaj, kar je, a ne, bi rekel, prilično, tudi privlačno nekomu, ki je, ne vem, iz tujine, a ne, kjer bo naredil, ne vem, recimo 60, 70, 100 kilometrska tura, plus tega bo še nekaj videl, je pa že zanimivo, ne, plus to, da lahko, mislim, zdaj mi govorimo o neokrnjeni naravi, hkrati po rudniku živega srebra, tako da to je malo teka, da je siva cona, ampak okej, recimo lahko prodamo še zmeraj kot neokrnjena narava, ker v bistvu, če greš 10 kilometrov, ani Idrije, ti ne boš srečal človeka na gozdni cesti. Tako da to je mogoče. Ja, jaz mislim, da se da, no. Moramo se pa, koliko ima Idrija prenočitvenih zmogljivosti? Neč! Tu bi kar hitro napovedal. Zdaj, v kjerokoli nišo se bom jaz zdaj zataknil Madonna, če ne bomo za ta nič najdem dosti gostov, da jih napolnimo, pa lahko nehamo. To hočem povedati, ne preveč na široko ciljati. Sej, bajkerji poznamo to, pa jih nas je veliko, ki bajkamo, pa furamo vse živo, žena pa ne. Pa mora pa tudi žena nekaj početi. In teh zgodb, mislim, tega je ogromno. Ne smemo se zdaj samo omejiti na mislim, da s tem, ko bomo nagovarjali eno nišno skupino, da tudi tisti drugi ne bojo zdravo prišli. Ampak, kakor pa jaz vidim ljudi, ki bi prišli z nekim motivom nekam, mislim, brez motiva,
in potem prišli vprašati, a se tukaj da kaj kolesar, teh pa je vedno. Ne? Ljudje se zdaj vnaprej pogledajo, si naplanirajo, kaj bojo počeli, si povežejo točke in če so malo pač kolesari, je to. Naprimer, v Dolomitih pa je zelo presenetilo, ampak je dejstvo, je teh ponudnikov, rental koles, vedno manj. Zato, ker so se to kot destinacija zbildali, da kaj pride ljudje, ki prinesejo svoje kolesice. Poleg tega, če že imaš rent, moraš ta kolesa, to polaga na srce, kdo se od tega lotevo, vzdrževati. Mora biti kaj pa čista, mora biti namazana, mora laufati, mora biti baterija polna, mora biti vse, kar mora biti. Ker če ne, boljše, da ni. Tega res ni več, Ko so kolesa ležali, pa ko si prišel na recepcijo, kaj še pa zga tam z enega kupa vzel, pa si se šel malo vozil. Tega ni. Sploh pa ne verjamem v Idri, kamorkoli gre še klanc. Mora biti kolo dober. Ne bi šlo, ja. Kaj je Blaž navezal, na ta turizem. Naša agencija, razvojna agencija, ki je organizirala ta dogodek, v bistvu smo štartali z tega, kaj je Peter rekel, da morajo biti pogoji, 3 pogoji, oziroma da morajo vse ti stebri hkrati biti, da ne moramo mi sam enega produkta razvijati, če nimamo od zadaj še drugih stvari porehtanih. In mi smo štartali na ta Idrija kolesari, lih iz tega, ker se je ta društvo za konc tedna, so bili malo bolj aktivni, se je videlo tam ena priložnost in smo poskušali pomagati. Pol smo prišli do tega, da ni sam za konc tedna, da so tudi druga društva poskušali povezati to skupnost in tudi ideje, ko so prišle tukaj van, recimo zdaj ta zadnje smo realizirali ta tečaj za kolesarske vodnike. Te stvari bi mi radi dobili van in popробovati skozi kakšne projekte, podpreti ideje. Jaz razumem to tako, da moramo najprej poskrbeti za nas, za domačine. Da ne moramo mi najprej tuhtati, kaj bomo turiste zadovoljili, kot tukaj pri nas, zaradi te šloh ponudbe, moramo biti dosti realni. In tukaj, če bodo pobude, recimo zdaj so v teku 3 projekti, skozi katere bomo dobili dobra gorska kolesa, električna. Če bo eden, ki se bo zavzel za to, bo lahko ta kolesa izposojal, bo lahko, če je naredil ta tečaj, oziroma če bo videl tukaj not priložnost, bo lahko skozi to nekaj pridobil. Mi želimo dati eno priložnost in pa tudi možnost za zaslužek za domačine, ne da vlagamo, dobro, vse mi ne vlagamo, mogoče kdo drug vlaga sredstva sem za to, da boš ti enega turista, ki bo prišel tukaj za en dan zadovoljili, pa mu dali vse, kar si je zamislil. Jaz imam še ena replika, okrog tega turizma v Idriji. Ja, jaz se strinjam, da v Idriji je sama turistična infrastruktura kot taka, se pravi neka pretočišča ali pa gostinska ponudba, mogoče res podhranjena. Ampak to še ne pomeni, da se tukaj nič ne da. Zato, ker konc koncev, koliko je do Bovca, imaš od Idrije na ura. In ogromno turistov vsaka sezona dere v Bovc. In če sam delež teh turistov zadržiš za en dan, tudi če je to samo ena, recimo v tem primeru, kolesarska tura, z ogledom nekih še pač infrastrukture, rudnika ali pa neke te naše, kar imamo za ponuditi, si že nekaj naredil. In potom tega, ker je treba začeti v samem štartu, da se ljudem pokaže, da se to dejansko splače, vse stvari začnejo premikati. Pol imajo tudi gostinci odprte, recimo
gostinske lokale, namesto da so v ponedeljku vse oštarije v Idriji zaprte, so v ponedeljek kar naenkrat odprte. Pa tudi, če so to prve par let samo med sezono odprte, pot bojo pa enkrat celo leto odprte, ne? In tak naprej. In tak se pač zgradi to, da nekdo potem tudi vidi priložnost v temu, ne? In zdaj v Bovci je, recimo Bovc ali pa Tolmin ali pa Kobaret, tu so kraji, ki so turistično žal pač zadnja leta preobremenjeni. In če ti samo malo razbremeniš jih, ne, pa speleš ta voda na svoj mlin, je to že ena prilika. A smem? Ja, Izvoli. se je ravno to, ne, ampak recimo zdaj, če se zdaj čisto pragmatičen, ne, govorimo o digitalizaciji, poti pač produkt je lahko na obstoječi infrastrukturi, sem prepričan. Naprimer, Julijana Bike ni po nič drugačni infrastrukturi, kot jo imate tle, ne. In dobimo gosta pač v Posočje, dolino Soče, ki je veliko bolj znana, je veliko tam, on tam to voz, pogleda v aplikacijo, kje se pa lahko še to voz, in bom jaz zdaj to odprl, Idrije je tukaj je čisto siva cona, niti enega produkta ima. In to je to, kar bi mi radi in tudi s katero stvarjo tudi dolina Soča podpira to. Ne? Saj mi si vsi skupaj želimo gosta obdržati v Sloveniji, ne da potem je v Soči, dolini Soče, pa recimo iz Nemčije, pa vidi pol, ok, si tam pa nekih trailov ni, ali pa neki si ne vem kje sploh bajku, pa gre potem na poti domov se ostavil levega. Pa kle smo ga imeli, pa nismo ga znali zadržati. Peter, recept za razbremenitev Posočja. Idrija bo rešila Posočje. Da pridejo nazaj na Robedišče. Smo v Posočju, dolini Soče, ampak na njenem robu, tako da pomagamo razbremenjevati. Oziroma se želimo, da bomo ponovno razbremenjevati. Spravi levo in desno jih je treba šibati iz Posočja. Mislim, da bo padla tale koncentracija v naslednjih 10-15 minutah. Dolgo že sedimo. Gremo še malo blitzkriega. S Matejem bomo začeli tamle. Znaš po linejah na hitro podjetniške priložnosti, ki jih vidiš? Ja, nekje je treba začeti, ne? Prej, ko smo rekli, da delamo nekaj za turiste, to ne delamo, ne? Predstavljamo si, da bi delali kanalizacijo samo za turiste. Ja, to je isto. Se pravi, delamo zato, da se Blaž na vzgubu, v prvi vrsti. Ne? In potem pa gradimo od tam naprej. Ja, jaz vidim sigurno, destinacija kolesarska brez pač specializiranega ponudnika, ne samo tistega, ki je oblečen na kolesarske cote, ne? Ampak ki tudi ve, zakaj se gre, bo težko. Zdaj, videl sem, da jih imate kar nekaj, se pravi, nekako jim dati tisto spodbudo, začetno kakršnekoli obliki jih usmeriti in sem prepričan, da v Sloveniji na ravnih danostih takih, kot jih imamo že na obstoječi infrastrukturi, ki jo imamo, da je to mogoče. Ne bomo pa uspeli, če bomo imeli, ja, vsi imamo vse. Ne moramo imeti vse. Ja, tudi na vprašanje, kaj pa se da kolesariti, ne moramo reči vse, če nimamo vsega, niti urejen, niti ne moramo vse. Tako da odločati, mic po mic, mislim generično, jaz mislim, da lahko zraste do tega, da bo pa bar tudi v ponedeljek odprt. Za začetek. Podjetniške priložnosti, ki jih vidiš v primeru Idrije. Še en bar odpreti. Ja, mislim, tako kot zase gledam, kaj bi tle ne bilo drugače, se pravi, navezal bi se na besedo vzdušje, ki je bilo že omenjeno in jaz izhajam dostikrat iz tega, se pravi, ko je kolesarsko ponudbo okrog bara pri Sotočju, je dobro vzdušje. Ko zaključiš, na primer, z vožnjo s kolesom na Robedišču, po moje je tudi bilo pred zaprtjem odlično vzdušje. Pa mogoče še na eno področje, kjer v bistvu imam veliko angažmaja, dogodki, no. Mislim, da dogodki kreirajo odlično vzdušje. Vzdušje tisti vikend ali pa tisti dan. Pa to vzdušje
preko, bom rekel, promocije celoletne skušajo prenesti neko vzdušje na destinaciji do gosta, ki pač gleda te utrinke z samega dogodka. Mislim, da so s tem namenom v veliki meri tudi narejeni. No. Tako da tukaj imam že konkretno idejo oziroma že delam na njej. To je nek nov kolesarski dogodek, ki bo delal predvsem na vzdušju, ne toliko na tekmovalnosti, v zelo široki regiji. To je bila še ena tema, ki sem jo hotel odpreti, pa je ne bom, ker bomo do polnoči tukaj. Dogodki kot marketinško, celoletno marketinško orodje. Absolutno, vse bom kratek, če lahko. Naša ekipa, ne samo na Soči, ampak tudi drugih, so bolj tekaški dogodki v tem momentu, vlaga kar velike cifre denarja, angažmaja v samo marketing. In mi smo bili v štartu pred 10 leti en moment celo močnejši, recimo pri določenih social media kanalih. Normalno, da nas je zdaj destinacijski od doline Soče prehitel. In mi tako razumemo dogodke v prvi vrsti kot neke razvojne, marketinška orodja za destinacijo, v najboljšem smislu skupaj z destinacijo, da to delamo. In če se vrnem v bistvu na ta manko kolesarske vsebine, recimo na Soči, je to velika škoda, ne samo za nas organizatorje, ampak predvsem za destinacijo. In če povežem, mi ne moremo brez infrastrukture oziroma pomoči destinacije, lokalne skupnosti narediti tistega, kar smo si na Soči, na kolesarskem področju želeli posnemati ali pa še prehiteti Dolomite na nek svoj način, v svoji zgodbi. In sem prepričan, da tudi destinacija brez nas oziroma beri enega odmevnega, dobrega kolesarskega dogodka pač ne more konkurirati z Dolomiti in podobnimi. No. Tako da, taka je logika zadnja pri nas organizatorja. Sam en stavek, ponovljivost samega, da rečem, produkta, ki je bil spromoviran skozi dogodek, je zelo pomembno. Se pravi, dogodek izrabiti za zgradno infrastrukturo oziroma za razvoj produkta, ampak ta produkt mora biti ponovljiv, tudi ko dogodka ni več tam. To je smisel dogodka. Ne, da je en dan v letu. Ja. Mogoče reči še en detalj, no, kar nam je uspelo z dogodkom na tekaškem področju, kaj je totalna niša, v turističnem smislu napram, kar generira kolesarski gost. V 10 letih so začeli k nam prihajati povpraševanja po dopustih tekaških iz celega sveta. In to že zganjamo in beležimo rast. Se pravi, pridejo iz Amerike in z našo pomočjo tečejo po regiji, recimo najprej Julijske Alpe, en teden. Se pravi, kaj lahko en dogodek zgenerira v enem desetletju. In samo žal nam je, da pač ne moramo razvijati te ideje, ki smo imeli na kolesarskem področju. Miha, v prvi osebi, kaj misliš, da so priložnosti, da bi ti ali nekdo od tvojih prijateljev živel od kolesarstva v Idriji? Ja, Idrija ima pač veliko narave, je tukaj okoli, kot je bilo že prej povedano. Da mislim, da je gorsko kolesarjenje, gravel kolesarjenje pa trail running ena taka niša za nek športni turizem. Se pravi, kot vodnik, kot organizator, kot... Ja, pač ja, en turističen produkt se da iz teh trek miksov pač sestaviti, po mojem, no. Bolj problem je, da rabimo enega, ki se bo to lotil, ne. Tu se mi zdaj, sem ben pač, ne upa, oziroma premalo dobička v temu, no, bi rekel, oziroma ni predstavljeno, da je to tako dobro. Oziroma, lahko še z drugimi besedami, da nam tem, ko smo zdaj tukaj, pa smo pač nekako s kolesarjenjem tukaj, da nam gre predobro na drugih področjih, no. Realno povedano. Rabite nekega idealista, ki ne zna ničesar drugega. Ja, lahko bi tako rekel. Branko, vi, ki ste že razširili to skupnost, verjetno tudi že kakšni turisti prihajajo na Trail Forks, ste, se pravi, digitalno prisotni, če druga ne, Italijani hodijo na enodnevne ture. Ali je tam že priložnost za koga, da
da kaj naredi zase podjetniško, da kaj zasluži od tega? Mi osebno nismo naravnani v tem, da bi razmišljali, kako bi tržili naš produkt. Mi smo v bistvu nek produkt ustvarili. Zdaj je na drugih, ne, po mojem so tle gostinci, ki so v okolici, tisti, ki nekaj imajo od tega. Ne. Sigurno tudi pri vas je, ne vem, izdelati neke produkte, neke pakete. Pri nas je veliko popraševanja po šatlanju, to vam povem, stalno piše ljudje, ampak se s tem nočemo, nobeden nima te potrebe, ne. Imamo vsak svoj posel, popolnoma drugi in se nobeden s tem ne ukvarja. Ne. Tle je tudi zelo velik problem s tem šatlanjem, ker komu kaj koliko. Rata lahko, če pravilno zastavite, je tle en tak produkt lahko tržna niša, povabiti ljudi z nekimi paketi in ustvariti neke fotografski, neko galerijo, kjer so atraktivne slike in to ponujati, ne, kakšni v tej smeri. Andrej, podjetniške priložnosti. Pa ne barke odprt samo ponedeljkih. Ja, samo ponedeljkih. Samo. Mislim, mogoče bi se sam navezal na predhodnike, ne, se mi zdi, da nekdo bo vedno ta motor, ne, ki bo pač na eni strani dovolj strasten, na drugi strani pripravljen trpeti, ne, zato da se nekaj premakne, ne. Sem tako se lahko premakne, da bo zdaj kar nekdo prišel, pa vse naredil, pa rekel, tukaj imate, pa uživajte, ne, tega ni, ne. Nikjer se mi zdi, pač ne samo v kolesarju. Tako da to je neka realnost in slej ko prej se bo nekdo najdel, ne, ker bo pač tukaj videl ta potencial in bo pri tem ustrajal in bo to pač se premaknil, ne, in bo verjetno še kdo sledil in če se ne bo nekdo od veljakov tukaj odločil, da se bo tukaj pa razvil to na drug način, pa pač se tega drugače lotil. Spravi, neka mala revolucija je potrebna. Mislim, po tem prvem pristopu ni, ne, je en posameznik, ne. Ampak on je revolucija. Vedno. Vedno se začne v glavi nekoga. Še eno blitzkrieg vprašanje za cel krog od Mateja naprej. En tvoj primer dobre prakse v Sloveniji in zakaj? Da je mikrofon na desno, Branko. Se pravi, vi naprej pa razmišljite. Njega sem presenetil, vi imate pa čas za razmislek. En primer dobre prakse lokalne skupnosti, ki deluje v okvirih turističnega produkta in dobro sodeluje z občino ali, ja. Prej ste omenili Kočevje, ne. Saj Kočevje ostaja, ne. Saj se pritožuje, da ne generirajo toliko, kar bi si želeli, ampak pač ostajajo in so in destinacija in infrastruktura in ponudnik nastanitev v enem in gostinske ponudbe, tudi to je lahko en recept za uspeh, ne. Lokalni zavod za turizem. Ja. Oni imajo pač pod eno streho vse in ustrajajo, gradijo pač nove trejle. Moramo vedeti, Kočevje, to je sred nič. Na Gorenjskem bi rekli, tako je Bohadijo rekel, pa še malo naprej. Ampak okej, so skomponirali pač s tem doživljanjem Kočevskega roga z medvedi in to in ta nišna zadeva skupaj s kolesarjenjem kar lepo laufa. Bi pa sam se navezal še na to, imamo nekaj uspešnih ali pa recimo zgodb kolesarskih destinacij, ki živijo, ki so uspešne, ampak so vsaka prišla na svoj način do tja. In to bi radi zdaj spremenili, da bi bila okviri jasni, znotraj katerih se lahko te želje uskladi in potem skozi neke spodbude pripelje do tega, da bo to res postal nacionalen produkt. Ne, tako si ga bomo vsak po svoje razlagali, pa vsak po svoje tržili. Mi smo odzunji, ker nas dajo na polico
je Slovenija, pa mogoče Julijske Alpe. Ne? Mogoče. Ne? Kje so? Mi bi pa vsak zase bili radi ta prvi na policiji. Ne mogoče. Peter, primer Enako dobre prakse. lokalnih skupnosti. Mi to ne moramo biti pri nas v smislu prav teh Iste- društev oziroma Robedišče misliš? to je najtežje vprašanje, ko me vprašajo si, koliko vas je tukaj. Vzamem nazaj. Ne, v bistvu sem Posočje oziroma Tolmin, ker nam ni uspelo nadaljevati tistega, kar smo začeli, pa 13-turno-kolesarskim odsekom, kar je bilo super, da smo bili znotraj planinskega društva, tako da mi ne moramo biti zgled, pa dajmo reči, da smo relativno močna kolesarska destinacija, tako da tukaj šepa. Prej sem hotel na to vprašanje glede skupnosti odgovoriti, da smo leta 2017 Slovenija zmagala na skupni evropski akciji Take Care of Your Trails. Takrat sem pomagal koordinirati in če se prav spomnim, je bilo nekih 70 prijavljenih, registriranih ekip na spletnem portalu, preko 500 vseh, gladko zmagali na evropskem nivoju. In vem, da smo zelo lepo sodelovali z Vipavsko dolino oziroma akteri dol, zapeljali tudi eno lepo politično zgodbo, ki nam je pomagala do tega naslova. In tudi sama Vipavska dolina se turistično lepo razvija, tako da lahko izkoristi v bistvu to odlično skupnost, pa zavod, ki v bistvu za šport se mi zdi, ki je zdaj odprl traile, tako da mogoče Vipavsko dolino, da nadaljujem iz Gorice. Dolga leta je trajalo, da so odprli te prve legalne poti, ne? Miha, kaj bi pa ti, kakšna bi rad videl, da je Idrija? Ja, ne vem, da hodijo pač ljudje sem, pa da furamo skupaj bajk in da se imamo fajn. Po zgledu katere slovenske? Ja, Točke. Vipava oziroma Ajdoš ne zelo dobro v zadnjih parih letih. Se mi zdi, da se no, recimo 5 let od korone ali pa malo kakšno leto prej se celo vzdušje v Sloveniji krepko spreminjalo. V tem obdobju smo izgubili par močnih bike parkov, ampak so zrasli pod trail centri, ki so se pač po svoje razvijali, ne. Eni so bili zelo dobri, ko sem zdaj malo delati zapeljal, tako da se mi zdi, je cela Slovenija še v nekem hudem razvoju, ne. Da se bo cel pokazal, kaj bi najboljše. Imamo pa glede na to, koliko smo mehni, zelo veliko entuzijastičnih lokalnih skupnosti, brez katerih ne bi moče, ne. Kočevje, Vipava, veliko jih je, no. Branko. Ko so že predhodniki povedali, jaz tudi vidim tle nekje najbolj postarelajo Kočevska pa Ajdovska. Zdaj, bomo rekel, sodelovanje lokalne skupnosti in pravi kolesarjev, ustraja in občina, da stojijo v zadnjem to z njimi skupaj razvila, so se najbolj uspeli prebiti na površju. Zdaj, jaz sem že v tej smeri po Sloveniji razvila, nima informacije, tako da ne morem to več komentirati. Greva skupaj kdaj na Goričko, meni je zanima, kaj so tam naredili. No. Ampak zdaj si me spodbudil, ko si tako razmišljal po Sloveniji, sem jaz tudi šel malo v mislih čez, recimo Bike Park Pohorje, Mariborsko Pohorje, pa čisto druga zgodba, ne? Ja, tam so že, bi rekel, infrastruktura druga, so sedežnice, ki jim je to lažje mogoče. No, jaz gledam kot primerjam Idrijo s takimi skupnosti, kjer nimajo, tle nimajo gondol, da bi to si prvoščili, ne. Zdaj mogoče, pa tudi Sorica se bo neki, samo tam je spet sedežnica, ne, pa so drugi pogoji. Pejmo še en korak nazaj, pa Miha mogoče več ve o tem primeru. Bike Park Cerkno je tudi delno temeljil na lokalni bike skupnosti. Kolesarji so delali traile, ampak mislim, da je ta zgodba mogoče prav med, ker to ni bila občina pa nek turizem, ampak je bila to firma, podjetje, ki
vodi smučišče, upravlja in skupnost, ampak mislim, da te zgodbe pa lahko hitro počijo. Ja, to je bilo še, ne vem, v tistih cajtih, ko se je pač pričakovalo, da se dela za karto na smučišču, za letno karto na smučišču, ne. In to je bil tisti prehod, kaj mogoče pač šlo vse v nek biznis, no. Zdaj se ne bomo v neke detalje spuščali, ampak ja, so nastali problemi zaradi tega, ker pač eni so hodili preveč dobička očitno. Ampak ja, Bike Park Cerkno bi bila zelo dobra zgodba. Tako da tukaj smo v bistvu v roku leta dveh zgubili dva res dobra bike parka. Tudi tako zdaj, ko govorimo z ljudmi, ko so pač kolesarili, ne vem, fulcate nazaj, Javornik, bil en boljših bike parkov za marskoga, no. Tudi Javornik je bila zgodba entuzijastična na eni strani in gospodarstvo na drugi, ne. S tem, da mogoče že smučišče samo po sebi ni bilo tako uspešno, profitabilno, kot je Cerkno, ne, ni bila taka družba zadaj, ne. Niti malo, ne. Ja, sem dejstvo je, da zdaj v bistvu imamo v Sloveniji samo en tak bike park, ki si lahko tu ime zasluša, ne. Pa v bistvu z letošnjim letom, ko sem bil v začetku sezone, me je zelo prijetno presenetil. Tako da mislim, da je igral v zelo pravo smer, pa marsikšen bike park v Sloveniji ne. Ok, to je čisto posebej zgodba, potem niti ne gremo v bike parke. Andrej, tvoja zgodba uspeha, primer dobre prakse v Sloveniji, ki jo vidiš in zakaj? Očitno se vedno zatakne pri denarju, ne. Pa je mogoče bolj ostati pri entuziazmu, ampak mislim, saj so že povedali, ne, Ajdovščina Kočevje mi je še bolj blizu, ker smo nekako povezani tudi od začetka, pa je narejen na trmo, recimo, ne. Pa se spomnim vseh teh začetkov, ne, ker je bil ta entuziazem, pa tudi teh prvih stikov pol z Zavodom za turizem, recimo, ali pa Zavodom za šport, ne, ker so bila ta pričakovanja čisto drugačna, ne, pač želeli so si neka sredstva, pa niso znali najti kontakta, ne, kako bi do tega prišli, ne, pač, ampak so šli čez to, ne, ker nekje je tudi ne, se pravi, ta comfort zone je jaz delam to zase, pa potem, da se povežeš mogoče še z nekom, ki ti lahko pomaga v določeni točki, ne, ko tam prideš. Tako, taka zadeva, zgodba je nastala iz tega, ne, pač iz čistega entuziazma, pa nešteto vloženih ur prostovoljnega dela. Ampak nismo pa, nihče pa ne uspe sestaviti ene take dobre lokalne zgodbe, ki izhajajo od spodaj, z recimo tem avstrijskim modelom financiranja iz vse turistične ponudbe, kako oni sfinancirajo bike park Selden, recimo, ne? Tukaj sem prej rekel, da denar vse pokvari, kot smo videli na primer. Tukaj se zatakne, če nekdo dela, drug pa profit generira. Tukaj se tudi to, ne, da nekdo dela trail, nekdo trail bi ga potržil. To je meni čist, ker včasih smo delali trail, pa smo jih skrivali, ne, nismo hoteli, da kdo pride. To, ker pa če kdo pride, so to težave, ker se niso legalni in nočeš, da kdo pride. Ne. V Kanadi Secret Trail Society, ne, kjer skrivajo traile, ne, zato ker je pač to poanta tega. Ne. Tako da zakaj nekaj nujno tržiti, ne, pač, če se imaš lahko samo fajn, ne, zato, ker tukaj govorimo danes o turizmu pa o turističnih produktih, ampak... To je teh 24 kilometrov razlike pri Brankotu, ne, Ampak se imajo oni fajn, ker se lahko voziti, pa še kdo, ki lahko pride. Je pa definitivno, mislim, pač je potencial, ne, se razvija, ne, se pač tudi treba nekaj časa to, ne, pač nikjer ni šlo to iz danes na jutri, ne, mogoče smo malo neočakani pri tem, ne, pa še pride. Nekje prej, nekje pozneje? Mislim, to je tako, mislim, če bomo samo čakali, da bo nekdo vložil neka bajna sredstva, to verjetno tako, klimatske spremembe, ne, že bodo tega se lotili takrat, ko se bo to splačalo, ne. Očitno je dosti drugih turističnih produktov, ki se bolj splačajo, ne, pa mogoče vsaj mountain bike ni tako velik segment, kakor mi mislimo, ne, pa mi hočemo pač, ne, ampak je očitno, jaz ne bi šel v terme, v termah je zelo veliko ljudi, recimo.
Blaž, a boš zaključil? Ja, ne. A boš skričal ali boš še enkrat mikrofon vzel, da te posnamemo? Jaz bi še to povedal, a ne, da z vsemi temi mojimi idejami o kolesarstvu, kar se tiče Idrije, nisem hotel povedati tega, da traili v Idriji se ne splačajo. Traili v Idriji se zelo splačajo. Zelo. Zato, ker mi, jaz sem tudi član društva, ne, in smo imeli tukaj tudi na obisku ta delegacija za Slow Enduro, ker smo pač imeli želje, da bi se Slow Enduro tudi v Idriji odvijalo tekmo. In če ne me Miha popravil, ampak takrat so rekli, da je malo preveč hard. Tako da Idrija ima ogromen potencial, tudi v tem trail smislu. Ampak kar sem želel povedati danes je to, da moramo pač, kar se tiče lokalne skupnosti, začeti neka baza zgraditi, ne, da pač kolesarji postanejo del te lokalne skupnosti. Zdaj na kakršenkoli način že, ne. Zdaj, če so to turisti, ali so to neki dejanski cross-country bikerji, ali so to debeli Nemci na e-kolesih, mene ne zanima, ne, ampak eventualno bi pa rad, da se tudi razvije ta trail scena. Zdaj, jaz si mislim tak, da če pridobiš na svojo stran vso to maso bogatih zobozdravnikov iz Nemčije ali pa Italije, ne, ali pa tudi Slovenije, konec koncev, ne, ker je tudi kar dost, da tudi občina in vse te institucije prisluhnejo tudi temu, a ne, da se potem začne tudi ta trail scena razvijati. Traili tukaj so, secret trails, ne, ampak so in so zelo dobri, zahtevni, kakorkoli. In mislim, da je tudi tu eventualno opcija, mislim, čez čas. Bi pa še nekaj povedal, ne, da Idrija ima mogoče tudi, kljub temu, da smo pod UNESCO zaščito, ne, in vse to, ne, imamo tudi Krajinski park in tu pa naslavljam na kolegice iz Ikre, ne, je pa treba se nekaj vprašati, a vse te naše nominacije in te nazivi nam prinašajo kaj, ali pa v resnici ustavljajo, ne. Ker vsi ti nazivi pridejo pač z določenimi omejitvami. In zdaj v nekem turističnem smislu so lahko te nazivi tudi prejš life, kakor pa nek potencial. Ker dosta ne bremzajo vse skupaj, ker je vse pod neko zaščito, tam rase rožica, tam se neki pajki parijo, kaj s tem. Pač 100-krat se feksal, pa še poznajo se med sabo. Hvala, Blaž, za tvoj prispevek, Macoj. Jaz bi omenil še moj primer dobre prakse. V soboto so uradno odprli Sotejške stezice nad Sotesko, občina Dolenjske Toplice. Zelo zanimiv primer. 15 aktivnih članov kluba, ki se imajo super, veliko delajo, tako kot Brankotova ekipa, radi kopljajo, radi odkrivajo, radi kolesarijo. Mislim, da so se približno 10 let borili s papirji, tudi podporo občine imajo zadnja leta in naposled eno krasno pot, en dolg spust, naslednji sledi legaliziran letos ali naslednje leto in mislim, da bo postala kar obvezna točka za vsakega malo naprednega slovenskega gorskega kolesarja, da mora tisto preizkusiti in da bo spodaj kaj spil v bifeju, ki ga odpira en njihov član. In tudi tujce že imajo, ker so pač ta digitalni doseg je in tudi
gorski kolesarji, ki se potepajo, grejo čez Slovenijo, se že ustavljajo pri njih. Recimo, to je tak moj primer. Majhen, ampak obeta. Če ima še kdo kakšno hitro vprašanje, ali pa kdo od vas petih kakšno famous last words naprej, potem pa zaključimo. Vprašanja? Blaž je pol vprašal, Blaž je izkoristil svojega jokerja za nocoj. Vas sem pa tudi že vse vprašal. Lahko bi mi še, jaz imam tudi še nekaj tega, ampak mislim, da smo nekaj sestavili in mogoče pa nadgradimo lahko naslednje leto na osnovi kakšnih rezultatov, da še kaj povemo. Hvala lepa. Hvala Razvojni agenciji za pobudo in kavarni za prostor. Jaz rabim eno pivo. Hvala.